Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lijep pozdrav iz Benečije. Samo na von hodim, sonce, drevo, ptičje, rože, trave, na vergore. Na vergore. Tonca Lukežu razmišlja. Pomislita na človeka, ki ima že težave z zdravjem, ki ima harje zgubo delo, an se na zastopeče ima pravico zade pride na njega dvom mjedih. An tako špindar 20 euro benzina za iti v špital. Pomislite, če bi pa šel k telemu človeku an čarovnik, a mu povedal, da bi lahko rešil vse njega težave, če bi kupil 7 palc za 35.000 evrov. Tel bohi človek, če bi bil samo malo pametan, bi mu odgovoril, naj gre krakam žvižgat. Pa vemo, da tela država je tudi tista od vane marki, an če obrnita tel primer na politiko, bo ta priznal, da tel odgovor nije tako avtomatičen. Zadnje darilo, ki nam ga je naredila deželna večina, je bilo brisanje anega prostora za mjediha, ki je delal pod Utani, Dreki, Harmaku in Srednjem. Ma na srečo imamo tu tisti večini tudi kakšnega prijatelja, ki je prinesel goru doline na malo sudu za projekt v Olimpijadi. Projekti za razvoj turizma v naših krajih gre dobro. Mahar pa bi bilo boljš, če bi tel parijatu pomislil na naše zdravje. Pa tako je šlo. Amen. Mi smo tudi pripravljeni za prijetno uvoč, ko me s tisto čudno koincidenco od projekta z volilno kampanjo. Pa ne moramo zastopiti, ko mora biti, da za tajšen projekt so vprašali naše revne občine, naj vetehnejo von 5.000 evrov vsaka za kupiti palce za objest gor bandere. Še slaviš nam je bilo, kar smo zavedli, da nekateri župani hčejo zares vetehniti von. Kajšan bi moral povedati, da z medižinami, ki je prodajala v Anamarki, ni nobedano zdravo. Pojdi prema nama tajur, od partije nas dom, tam gor na planine je svijeke oživljeješ. Planinska družina Benečije je lansko leto dopolnila 20 let, in tele dni je imela prav veliko senjam, veliko festo za tole praznovati. Luisa Batistič je znam do nas, je 4. predsednik Planinske družine Benečije. In ne vem, Luisa, nam poveš na malo zgodovine, ali pa zgodovina Planinske družine je prav že napisana vsa v telih bukvah, ki ste izdali za telo priložnost. Ja, že tako, ki sem povedala na našo fejstu, ki smo praznovali, nije še trajalo leto, ki sem predsednica od Planinske družine Benečije. Sem zahvalila puno tiste, ki so bili pred mano in tako bi htjela tudi sada jih nazaj, da se na nje spomnimo. Je bil Ezio Gožnjak, prvi, 3 leta, potem 10 let je bil Igor Tul, 3 leta je bil Gianpaolo Della Dora in meseca marca vojno leto, ki sem jeste predsednica. Kar smo se rodili, nismo imeli takaj težav, ki smo imeli samo pohode, tako ki imamo v našem programu, smo imeli naše tečaje telovadbe, smučanje, plavanje. Recimo, da bolj težko naše življenje je ratalo, kar smo na Matajure zgradili kočo in tolo kočo imamo že 12 let odprto. Tole pomeni imeti skarb za vsako nedeljo, poleti tudi v soboto, jo držati odprto. Tole nas puno potrudi, ker imamo vsako nedeljo puno ljudi na Matajure in tole je pokazatelj ljudem, ki pridejo od blizu naših dolin, od daleč, kaj smo mi, kako živimo v Benečiji. Pomeni puno za Benečijo vaše delovanje, puno tudi za otroke, puno delate za mlade. Am puno
pa tudi koča na Matajurju, ki gor je prav eno tako središče, ne samo planincev, ima vseh, recimo, ki se imajo, lahko se všapajo, in se srečajo tudi z našo kulturo. Ja, recimo, da je planinska puno dela za družine od Benečije, ker mi pripravljamo naše tečaje, vsi otroci pridijo, več partu jih je od dvožične šole, tole pride reči, da naši otroci slišijo slovenski jezik samo v šoli ali pa v družinah, vidijo in čujejo, da so druzi, ki se potrudijo za ohraniti naš domači jezik, našo slovensko kulturo. Tako da vsi tisti, ki pridijo z nam, družine, mlade družine ali stari, lahko se moramo kupe veseliti, pijeti, naše stare pjesme, naš domači jezik, recimo, da je naše bogatstvo, ki mi gledamo nes naprej. Tako tudi naša koča, če tole vsem pokazati, če zbuditi, če dati voju vsem našim ljudem, ki pridijo na Matajur, da mi puno poskrbimo, ja, za šport, za planinštvo, puno poskrbimo za ohraniti naš domači jezik. Tako da vsi tisti, ki pridijo gor, so lepo sparjeti, ali Slovenji, ali Italijani, ali Nemški, vsi se všapajo zelo dobro pri nas. Planinsko društvo Slovenije je, mislim, tudi za tole, je dalo neke priznanje v soboto na vaši praznovanju za 20-letnico. Planinska zveza Slovenije je imela podpredsednico, ki nam je prinesla tele priznanje in smo jo dobili, tele priznanje smo jih dobili skoraj vsi, ki smo v glavnem odboru. So bile zlata za Livina, ki je najstarši član, ampak le 2 zlate, za Joškota in za Igorja. Te drugi smo imeli pa bronove. Tole za nas ni bilo tako pomembno, kot dati mi priznanje jednemu velikemu prijatelju iz planinskega društva Kobaric, ker puno sodelujemo že puno let. In del prijatelj, velik prijatelj, ki ga imamo puno radi, je Zdravko Likar. Tole priznanje je bilo prav naše, planinske družine Benečije, in prav radi smo ga dali Zdravku. Priznanje Luiza pomeni tudi spoznati delo, ki ga delata že kaj let. Recimo, da vse tiste, ki ste omenila, delata že 20 let, se lahko reče. Tisti, ki so dobili priznanje, so tisti, ki so najbolj prisotni, najbolj delajo za nas tele zadnje leta. Ker, tako ki sem že prej rejala, imetno kočo na Matajure je veliko delo, veliko skrb. Ja, če glih v programu imamo dosti prireditev, je tudi tole velika skrb. Ja, in je treba reči, da je vse prostovoljno. Ja, mi smo v telih letah vse naredili z veliko pomaganja od vseh prijateljev, vseh članov, in prostovoljno. Tole je zelo važno za reči. Vidim, da imaš Loro kakšno lepe bukvano vek, ste jih predstavili, če nam poveš, kje je kiviče? Ja, v telih bukvah smo hteli pokazati vse, kar smo naredili v telih letah. Na začetku bukva kažejo neke slike, kar je bil še Beneško planinsko društvo. Tiste leta so bile zelo, je bilo 1975, recimo jaz sem bila zelo mlada, se jih ne spomnim, ko Joško, Kukova, sem neki drugi, saj vse napišeno, so bili nastavili tolo del društvo, ki pod lepo času se izgubo, in mi kot planinska smo ga nazaj delali na nogah, tako da je malo vsa naša zgodovina, kaže vse, kar smo naredili z otrok, šolami, naše natečaje, vse, kar je bilo delo za zgraditi našo kočo, in kar smo imeli tudi otvoritev od koče. Zadnje leta vse naše izlete, pohode, delovne akcije, kjer na Matajuri imeti kočo, bi da reči tudi imeti delovne akcije. Mislim, da kar smo mi želeli s telim bukvah in zahvaliti vse tisti, ki so nam bili blizu,
priklicati blizu k nam se več ljudi, da nam dajo na roko za iti naprej, ker potrebujemo nove moči za iti naprej. E allora tako končamo, Luisa, da vabimo vse naše poslušalce, gledalce, naj pridejo na pomoč planinskih družin in se pridružijo ne samo za pohode, ma tudi za datno roko. Ja, ker ne treba, da smo vsi planinci, je treba imeti voljo iti na dom, naš dom na Matajuri ima potrebo vseh ljudi, vse naše ljudi, ki želijo tako nam datno roko in biti skupaj z veseljem. Hvala, Luisa. Pohlavni. Pustovanje Lediških dolin se je začelo, a vam povemo, kje bo. Pust v Srednjem je začel norjeti. V soboto 2. februarja se poberejo v Bardo, a v nedeljo 7. bojo pustari po Sredenskem kamune. V Podvonjescu, ki ima 13 bolj poznanih an original pustove Lediških dolin, Ruončan, so že začeli znorivati. Lahko jih srečata v soboto 26. ženarja po Ruoncu, a tako bo tudi 9. in 10. februarja. Marsinci bojo pa pustovali v soboto 9. februarja do Podolin, a v nedeljo pa na Matajurje, a po vaseh v Marsine. Blumarji v Črnem Vrhu bojo letali vsake leto zadnjo nedeljo pusta, se pravi 10. februarja okoli dne in pol dveh. Pripravljajo se, ko ponavad tudi Matajurci. Društvo Srebrna kaplja pripravlja delavnico za spoznat, kako so dela stare maškre v Oscunj v Podutani. Vabijo vse v soboto 2. februarja ob 8. zvečer v gostilni v Tani. Lep pozdrav iz Terske doline. Čakajoč veliki pust, ki tej ponavadi bo na sedliške place 9. februarja, sedliščane Nubarjene pripravljajo še dve iniciativi v pustnem času. Soboto 2. februarja bojo zagodle harmonike terskih, karnajskih in Lediških dolin. Glasbeno srečanje se bo začnelo v Teru, Parbaru, Čepardini, da na 6 zvečer. Pravijo, kot je se parkazate, se domaći ansambel Vuoh Pomaj. Potem maškere in harmonike nuđo se premestite to Bardo. Eto, oko 8:30 nuđo ponudite vsem pasto, a zat speka muzika no ples do polnoći. Torak, 5. februarja, ta na 8 zvečer par Cirkve Svetega Jurja v Bardu bo koncert Davida Tomazetića, ki se pripravlja za diplomo na konservatoriju. Iz 30. sejma beneške pjesmi. Do nas bomo poslušali pjesem skupine LFD Acoustic Experience, ki prihaja z Terskih dolin in ki bo igrala in zapela pjesem, ki jo je napisal Denis Paskolo, ki je hkrati tudi pevec in kitarist skupine. Pjesem pa nosi naslov Po poti. Je pot skod nebesa nuboske, med listi tu blišči sonce, že vidimo ekran naprej, pa znana je ta pot.
bomo kujno samo pot. Eren se vrnem po klancu nadol. Ne diham, spet diham, in je tjon, in je ne. Nu teče čas na naša leta, nu piha vjetar na naše teskoste, kape deža, močejo kamen, štampienjo za štampienjo, to je življenje. Melvinkina se odperja, ravnina, mo srce je žejče, stran grijeha. Nove dni, nove reče, nove pravice, stres in trudost ramana, željenje po poti. Življenje mo, oživljenje mo, te gledam življenje mo, oživljenje mo, se ubem življenje mo, oživljenje mo, oživim življenje mo. Melovinkina se operja, ravnina, mo srce je žejče, stran grijeha. Nove dni, nove reče, nove pravice, stres in trudost ramana, željenje po poti. Za danas je vse, slišimo se spet čez tjedan dni, a lijep pozdrav iz Benečije.